v učnem programu mojega rednega šolanja pač nisem imel nemščine. Potreba in želja po znanju nemščine se mi je pojavila kasneje, predvsem med mojim dodiplomskim in podiplomskim izobraževanju, ker je veliko strokovne literature iz mojega področja študija bila prav iz nemščine. Zato sem se, zdaj lahko rečem, že pred desetletji priključil tečajnikom na takratni Delavski univerzi in absolviral, bi rekel, 3 semestre učenja nemščine v tistem času. Kasneje nekaj ni bilo organiziranega učenja nemščine več ali manj slučajno, ko smo se kakšna grupa dobili, kjer smo več ali manj redno konverzacijo nemškega jezika, skozi konverzacijo utrjevali znanje. Moram pa reči, da sem bil med tistimi, ki smo podpisali tudi kot ustanovni člani ustanovitev univerze za 3. življenjsko obdobje pri Dobi. In med prvimi aktivnostmi, ki sem jih koristil kot, bi rekel, član, je bila tudi v lanskem letu je bil tečaj iz nemščine po ustaljenem načinu. No, večje zanimanje se mi je pojavilo zdaj, ker sem videl, da je razpis enega drugačnega pristopa k nemščini, to je metoda, mi rečemo kar profesora Davida Greenwalda, in jaz sem z veseljem se pridružil ekipi, skupini, ki zdaj že kar nekaj časa se učimo nemščine na malo drugačen način. Ta način je takšen, da pravzaprav nas vse, ki z različnim predznanjem postavlja v bolj enakopraven položaj, se gradi vse na gradnji stavka, iz enostavnega stavka na bolj zahtevnega, in pravzaprav pri tem že moraš razmišljati, kako bi ponovil za profesorjem v slovenščini stavek, ki ga moraš potem prevesti v nemščino. Seveda ta način je drugačen, je zahtevnejši, ampak nas tudi bolj motivira. In moram reči, način in ta pričakovanje, da bomo na ta drugačen način bolj komunikativni, bolj znali pristopiti ne z naučenimi posameznimi besedami, ki jih stavljamo v stavek, ampak na gradnji samega stavka, da preveč ne kompliciram, ko to razlagam. In jaz pri sebi že čutim, da je to ta pravi način, in z veseljem bom še naprej obiskoval ta osnovni tečaj, pa menda obljublja nam profesor celo nadaljevanje. No, pri tem naj še omenim, kar je novega zame, te razmere, pandemije, tega našega COVID-19, je pač nas pripeljal do tega, da se ne moremo dobivati v učilnici, ampak seveda preko možnosti kontaktiranja online študija, ki je pravzaprav ena izmed zelo uspešnih posebnosti Dobe. In moram reči, da v začetku je to pač nekaj novega, in ob tem, da si že obremenjen s problemom vsega novega, kar boš v uri nemščine slišal, pri tem, ki te dosti motivira, ki te dosti angažira, zdaj prihaja še ta online. Dali smo krst skozi, začetki so bili malo težji, zdaj nam gre malo bolje. Mogoče je tudi moj prispevek na ta način, da sem svoje povedal v kamero, že malo še na nekonvencionalen način, ampak že z nekim znanjem, ki sem ga pa prav pri učenju nemščine po tej metodi pridobil.